Po novem bodo morale tako javne kot zasebne televizije izboljšati dostopnost za osebe z oviranostmi. Saj je januarja v veljavo stopil zakon o avdiovizualnih medijskih storitvah, ki javnim in zasebnim medijem nalaga nove obveznosti glede dostopnosti do njihovih programov. Vendar v zakonu ni predpisano, kako in dokdaj točno morajo to narediti. Zato je Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije za izboljšanje tega področja organizirala okroglo mizo, ki je potekala 28. septembra. Kaj meni posebno pomeni dostopnost AVMS? Že leta si želim prižgati televizor in gledati podnaslovljene programe. Prijateljica, ki uporablja zgolj slovensko znakovni jezik, si želi čim prej spremljati volilne soočenja v živo s tolmačem. Prijatelj, ki ne vidi dobro, sanja, da bo jutri gledal resničnostni šov z zvočno deskripijo. In nenazadnje, Nanka, ki je mlada in sliši dobro, si želi, da bo medtem, ko njen otrok spi v miru, pogledala svojo najljubšo slovensko nadaljevanko pod napisi. Verjamem v spremembe in verjamem v boljši jutri. Nova je tudi obveznost dostopnega poročanja v kriznih stanjih. Da recimo v nekih izrednih stanjih, recimo ko so neke poplave, potres, zagotovijo informacije v znakovnem jeziku in s podnapisi, torej v živo, in recimo ko so bile poplave, recimo pred kratkim v Nemčiji, na Nizozemskem, je bil ravno problem ta, ker v bistvu ni bilo zagotovljeno za vse in potem so bili predvsem gluhi, naglušni, pa tudi recimo mogoče v drugih jezikih prebivalci teh držav, so bili pač prikrajšani, ker niso dobili informacij pravočasno in se niso mogli odzvati. In to lahko včasih tudi odloča o življenju in smrti. Slovenija je ta zakon sprejela, ker je tako narekovala evropska direktiva. Slovenija je pač prepisala tisti minimum iz direktive, ampak direktiva je dejansko minimum. Država kot taka bi morala pa biti ambicioznejša, to bi pač pričakovala tudi ta skupnost, recimo gluhih in naglušnih, slepih, slabovidnih in drugih oseb z oviranostmi, da bi dosegli pač, da bi postavili jasne cilje, kaj je treba narediti, jasne roke, tako da tega pa žal ni. Tudi drugod po Evropi dostopnost ni nekaj samoumevnega in se od države do države razlikuje. For example, in my country, in Catalonia, the broadcaster refuses to do any live subtitling for the hard of hearing because of the many mistakes that the subtitling, the text, speech-to-text machine would do. And because of the many mistakes, spelling mistakes, syntax mistakes, it might do, they would rather not do that. So for that reason, subtitling for the hard of hearing is very sparsely used. And it is only used, for example, when there is an important live interview on television or something like that. Some countries, they've gone beyond that. For example, Portugal. In Portugal, in RTP, that's the national broadcaster, they have the highest rate of sign language, for example, on television, but they also have 100% live subtitling on television. Not only live, also recorded subtitles. So basically, everything is subtitled, but how they do that? They do that with automatic subtitling. Why? Because they have by law, by Portuguese law, they have an obligation to deliver 100% subtitling with hardly any budget. Sprotno podnaslavljanje za zdaj v slovenščini še zdaleč ni tako dobro kot v angleščini, predvsem zato, ker slovenskim raziskovalcem ni na voljo dovolj podatkov za strojno učenje. Potrebovali bi veliko posnetkov in pripadajočih transkriptov.
Vsi imamo iste tehnologije, se jih vsi skupaj razvijamo. Jaz sem že povedal, da mi veliko prispevamo v skupnosti, odprtokodne skupnosti, da lahko vsi, tudi podjetja, potem te rešitve uporabljajo za razvoj. Ampak problem je v podatkih. Mi potrebujemo podatke za učenje razpoznavalnikov. Vse, kar temelji na strojnem učenju, temelji na podatkih. Teh podatkov pa ni. Ko smo pred 3 leti začeli projekt, ki ga financira Ministrstvo za kulturo, smo zbrali 10 ur takih podatkov. Angleščina je naučena na 60 000 urah takih podatkov. Dostopnih podatkov, ne samo Google, vsem. Ne? Najboljši zadnji modeli, večjezični, so zgrajeni na 700 000 urah. Nekaj težav izhaja iz tega, da ima slovenščina malo govorcev, nekaj pa tudi, ker državne institucije svojih podatkov ne dajejo na voljo. Država dobesedno sedi na podatkovnem bogatstvu. Imamo državo, vlada ima svojo službo za prevajanje, imamo sodišča, imamo bolnišnice, imamo, ne vem, državne svete, občinske svete, imamo državni zbor. Povsod tukaj se kreira ogromno podatkov. Težava v Sloveniji je tudi, da se z razvojem samodejnega podnaslavljanja ločeno ukvarja več institucij. Recimo Filozofska fakulteta v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo v Mariboru, Inštitut Jožef Stefan in drugi. V Sloveniji žal manjka neko tako integrativno telo, ki bo sledilo tem tehnologijam. Imamo pa disperzirano v Sloveniji mnogo ekip, ki delajo na tem. Torej, vsak dela posamezno. Zakaj nimamo pri nas možnosti, da bi integrirali te skupine v eno močno skupino, ki bi točno to omogočila, o čemer se danes pogovarjamo? Da bi imeli kvalitetno transkripcijo. Na okrogli mizi so prišli do 2 zaključkov. Prvo je, da se vsi deležniki, torej ministrstva, regulator, predstavniki medijev, predstavniki stroke in predstavniki industrije strinjajo z našo oceno, da je v Sloveniji znanja in izkušenj na tem področju veliko, da pa je razpršeno in da je smiselno za multiplikativne učinke, kot se je izrazil predstavnik službe vlade za digitalno preobrazbo, vzpostaviti ekspertno delovno skupino, ki bo naslovila vprašanje dostopnosti, pripravila nacionalne standarde v skladu z sklepnimi ugotovitvami Odbora Združenih narodov za pravice invalidov in drugih organov. In drugo sporočilo, to pa strani uporabnikov, je, da je bilo čakanja dovolj, da želijo sprotno podnaslavljanje vsebin v živo zdaj. Tudi, če morda niso 100% natančne, želijo pač dostopne vsebine danes. Okrogla miza o dostopnosti audiovizualnih medijskih storitvah je bila namenjena tudi povezovanju vseh vpletenih na tem področju. Saj je pomembno, da tako javne kot zasebne televizije na področju dostopnosti napredujejo, da bodo imeli vsi enak dostop do informacij.